Dobro večer, traderji. Odločili ste se, da bomo naredili par analiz in kar začnimo. In sicer tukaj vidimo pound proti novozelandskemu dolarju, smo trenutno v padajočem trendu, cena naredila nek hike, naredila je nek low in se približujemo naši sell coni in zdaj lahko gledamo za prodajo od tukaj, proti sem, ali pa preboj te sell cone in potem vratek sem. Bila je pa dobra opcija tudi, da se zgodi to, da cena pride sem noter, pade noter dol in potem nadaljujemo gor. Pri prejšnjem tednu sem tudi objavil analize in sicer, ko je cena prišla v to buy cono, smo gledali za nakup do te sell cone, ampak kakor vidite, je cena le reagirala za nekje 80 pipov in na to naredila nov low, prebila strukturo in padla. In to je, kar gledamo na tem paru, sicer prodaja. Novozelandski dolar proti kanadskemu dolarju, kakor lahko vidite, cena je prišla v sell cono na velikem časovnem obdobju. Prej je bil nek hike, prej je bil nek low in cena je prebila strukturo. Kaj torej sledi, ko cena pride v našo sell cono, poiščemo avtomatsko, iz kje bo cena začela padati in tukaj se je zgodil prvi padec, zgodil se je nek preboj teh struktur tukaj, preboj tega lova, ampak cena ni prišla v buy cono, ki jo mi iščemo in pričakujemo, in sicer buy cona je tukaj ali pa tukaj, je precej velika. Ok, in kaj zdaj gledamo? Prav cena je naredila hike, naredila je nek low in prišla je v to sell cono, ki je bila v bistvu odgovorna za padec tukaj dol. In če gremo zdaj na manjše časovno obdobje, lahko vidimo tudi, cena je naredila low, naredila hike, prebila je strukturo, naredila neko manipulacijo in lahko gledamo za entry. In seveda konzervativen stop loss na tem higom, prvi take profit tukaj, drugi tukaj, tretji pa je lahko tukaj. Od spodaj, odvisno kako menedžer svoj trade, ampak na tem paru gledamo trenutno prodajo. Če pa bomo prebili to cono tukaj, bo to naredila nek hike višji, prebila oziroma naredila retest in pa na to nadaljevala više. Naslednji par je frank proti jenu. Kakor vidite, cena naredila nek low, ponovno nek hike, prebila struktura, torej vemo, da so trenutno kupovalci v kontroli in narejen je bil zelo močen premik gor, nek počasen premik dol, tukaj smo že gledali za nakup, ampak kakor vidite, cena je potem, ko je naredila premik gor, iz te cone ni več reagirala, padla je pod njo in trenutno gledamo na to, če bo market lahko naredil premik gor, oziroma če bojo buyerji lahko prišli v market in bili močnejši od sellerjev, in če se zgodi nekaj tazga, bo super in lahko gledamo za buy vse do tukaj gor. Zakaj? Ker gremo od velikega časovnega obdobja proti majhen in to je razlog za to, da gledamo na nakup pri tem paru. Če pa se to ne zgodi, se bo zgodilo nekaj obratnega in sicer preboj tega lova, nek retest in padec dol. Novozelandski dolar proti švicarskem franku, kakor vidite, cena je tukaj prišla v našo daily sell cono, ki pa je seveda še cela veljavna. Vse tukaj je še veljavno, ampak reakcija se je začela dogajati, torej na 4 urah, ko gledamo, kaj se je zgodilo. Cena je naredila nek premik v našo sell cono, potem je padla, prebila oziroma trenutno še prebija low, raje bi močen break kot pa šibkega in lahko pričakujemo povratek v to sell cono in na to padec iz te sell cone. Zakaj? Ker gremo s trendom. Kaj se lahko tudi tukaj zgodi, je to, da cena prebije nek hike, pade nazaj, naredi retest in na to nadaljuje više, pa potem iz tukaj mogoče pade oziroma nadaljuje še više. Ampak ja, bolj s trendom pa zgubi trade, kot pa iti proti trendu pa ga dobiti. In še zadnji par oziroma indeks, je pa dolarjev indeks, kakor vidite, če smo v na dailym časovnem obdobju, je cena trenutno v buy teritoriju oziroma v buy coni in pričakujemo, da bo dolar iz tukaj šel gor, kar posledično pomeni, da kjerkoli da par proti dolarju bo padel,
tako kot gold, ki para trenutno. In kjerkoli par je dolar proti njemu, bo naraščal. To pa je to. Upam, da ste uživali v tem video breakdownu in če želite se bolj naučiti tradati, se lahko z veseljem pridružite našem trading roomu, ki je največji v Sloveniji z preverjenimi trgovalnimi rezultati. Smo akademija in tam se pa dogaja še več stvari, kot samo tukaj na YouTubeu, tako da če želiš biti del tega, se lahko brezplačno pridružiš v opisu spodaj. Želim ti lep dan in uspešen trgovalni teden oziroma naslednji teden še naprej in malo spremni pozicije. Fajn bod, čau.